Webinarju o umetni inteligenci v povezavi z učenjem in izobraževanjem. Lepo od vas, da ste si v nedeljo zvečer vzeli čas za mal dodatnega izobraževanja o tej tematiki. Jaz mislim, da je to zelo pomembna tematika in je prav, da se mal dodatno izobražujemo o tem. Moje ime je Lisa Mislej Vončina. Jaz sem sicer po izobrazbi profesorica angleščine in nemščine, ampak sem zelo navdušena nad pač nekim modernim razvojem tehnologije. Zelo veliko spremljam, kaj se dogaja na tem področju, in zelo veliko raziskujem to področje. In nedolgo nazaj smo tudi eno aplikacijo v povezavi s tem naredili, o tem bom kaj več proti koncu povedala, ampak. Predvsem, no, kjer smo v bistvu največji uvid v trenutno situacijo dobili, je bilo, ko smo lansko leto, v bistvu celo šolsko leto, delali eno raziskavo v okviru projekta Inovativna pedagogika, kjer smo med drugim raziskovali, na kakšen način in kako se dijaki trenutno učijo. Zdaj ne nujno v šoli, a ne, bolj smo v bistvu raziskovali, kaj doma počnejo, a ne, z šolsko osnovjo, kako se pripravljajo na teste, kako se učijo, na kakšne načine in tako naprej. Tako da to je bila ena zelo pomembna raziskava za nas in smo dobili v bistvu zelo zanimive rezultate iz tega. In smo jih tudi uporabili in jih tudi želimo deliti naprej, zato da pač čim več ljudi dobi malo uvid v to, na kakšen način se učenci in dijaki učijo. Mi smo sicer raziskavo delali na 4 gimnazijah, tako da smo v bistvu dijake spremljali, ampak je v bistvu zelo logično, da se te stvari tudi že prej začnejo, a ne, že recimo nekje v 3. triadi osnovne šole, tako da je zelo aktualna, no, to tematika in za osnovnošolce in za srednješolce in za starše in za učitelje. Tako da, če ste kdorkoli izmed teh 3 skupin danes tukaj, lepo dobrodošli. Preden grem v čisto vsebino, bi sam prosila, da mi samo date neko reakcijo ali karkoli tukaj na Zoomu, samo tako, da vidim, da se vse dobro sliši, da me vsi dobro vidite, da vem, da je vse ok in lahko nadaljujemo. Super, vse ok, najlepša hvala za odzive. Odlično. Potem pa gremo samo malo na ta današnji načrt, no, kako sem si jaz to zastavila danes. Res sem imela tudi v mislih, a ne, da bojo ravno te 3 nekako skupine na današnjem webinarju, se pravi učenci ali dijaki, starši učencev ali dijakov in pa mogoče se najde tudi kakšen učitelj ali pa profesor. Tako da sem nekako razdelila vsebino, no, na par različnih stebrov, in sicer na začetku zelo, zelo na hitro samo 2 minutki nekega teoretičnega ozadja o tem, kaj se zdaj dogaja z umetno inteligenco in kakšne so neki, meni je bilo zelo zanimivo, ker sem si prebrala, kakšne so neke te 4 stopnje integracije umetne inteligence v izobraževanju. Zdaj to je lahko na nekem širšem sistemskem nivoju ali pa tudi za vsakega, ne vem, učitelja, učenca posebej, a ne, tako da to lahko vsak nekako vzame na svoj način. Potem se bomo pa lotili čist praktičnih zadev, no. Jaz nisem hotela vam tle danes preveč s teorijo utrujati. Vseeno je nedelja zvečer, ne, tako da se mi zdi, da bo tudi vam pasalo, da so čim bolj praktični primeri na tem webinarju. Tako da bomo šli čez neke najpogostejše probleme pri učenju z umetno inteligenco. To so pač stvari, ki smo jih mi ali v raziskavi ugotovili, ali pa tudi mi sami, no, znotraj naše ekipe. Jaz v bistvu zdaj ne učim več na šoli, ampak pač vodim to svoje podjetje. Začeli smo s platformo Razturi na maturi in pač nadaljujemo že zdaj 15 let, že delam z dijaki in osnovnošolci. In
zelo aktivno spremljam, no, kako se učijo, na kakšne načine in kakšni so recimo trenutno najbolj pogosti problemi pri učenju z umetno inteligenco. Zdaj, če govorimo o problemih, je seveda fino ponuditi tudi neko rešitev, oziroma vsaj pač neke usmeritve, kako lahko pač učenci, dijaki ali pa tudi učitelji seveda uporabljajo umetno inteligenco za učenje, pripravo na teste, kakorkoli že. In na koncu, tako kot sem na začetku webinarja omenila, vam bom pokazala, na kakšen način se v bistvu mi tega lotevamo, kako izgleda ta naša nova aplikacija YZ, in kakšen je v bistvu smisel za njo. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, že med webinarjem, z veseljem bom na vse odgovorila, tako da lepo prosim, da svoje vprašanja kar zapišete v chat ali Q&A, pač kamorkoli, bom vse pregledala. Ne bom pa vmes sproti gledala. Ponavadi jaz to, če vmes gledam, hiter malo zgubim rdečo nit tistega, kar govorim. Tako da bom se skoncentrirala na to, kar razlagam, in ob koncu webinarja bom vse prebrala in se res potrudila, da na vse odgovorim čim bolj jasno in natančno. Tako da jaz planiram, no, da kar imam jaz za povedati, traja približno tam 30 minut, tako da pol urce vam vzamem, pa odvisno, koliko bo vprašanj oziroma kakšna debata se bo razvila po tej glavni vsebini. Tako da pol urce sigurno vam vzamem, če ne pa potem pa bomo videli, no, kako se še razvija zadeva naprej. Tako da gremo kar na vsebino. Prva stvar, ki bi jo rada omenila, tako kot sem povedala, so neke smernice oziroma zasledila sem tole, kar mi je bilo zelo zanimivo, no, 4 stopnje integracije umetne inteligence v izobraževanje. Ko sem to na hitro pogledala, me je v bistvu spomnilo na one 4 faze žalovanja. In sicer prva faza je strah. Se pravi, da se v bistvu s tem, ko se je pojavila umetna inteligenca, ko smo jo malo bolj masovno začeli uporabljati, je zelo hitro se ustvaril nek strah, neka skrb, da bo pač umetna inteligenca nadomestila učitelje, da se bodo učenci čisto poneumili, da bo v bistvu povzročila totalno neko izgubo nadzora, kolaps, ne vem, avtorskih pravic, da v bistvu je veliko ljudi videlo izključno neke težave pri uporabi umetne inteligence. In to je pač velja kot neka prva stopnja, ne? Vsakič, vse tudi vemo v zgodovini, vsakič, ko je pač neka nova, večja zadeva se pojavlja, je seveda na začetku normalno, da se nekoliko ustrašimo, ker pač nimamo še čisto občutka, kako to funkcionira, kakšen ima to lahko vpliv na različne stvari, in je pač to nek normalen začetni odziv. Potem je druga stopnja, ki se imenuje, po angleško se ji reče skill erosion, se pravi erozija veščin. Tukaj gre v bistvu ravno za to, da nekako začnemo uporabljati recimo to zadevo in uporabljamo lahko umetno inteligenco kot neko bližnjico, a ne, ki oslabi neke naše temeljne sposobnosti. Zdaj, ali gledamo učence, dijake, učitelje, ali pa čisto na splošno, a ne, se je verjetno tudi marsikdo, če kdo od staršev posluša v službi, verjetno uporabljate, mislim, za službene namene umetno inteligenco ali kakorkoli. In dejansko, če pomislimo, a ne, se pogosto uporablja glih to kot pač neko bližnjico. Jaz predvsem opažam trenutno, a ne, pri učencih in dijakih, da se izključno skoraj da kot bližnjico jo uporablja, in to pač oslabi neko logično sklepanje, kritično razmišljanje,
kreativnost se oslabi, tako da tukaj je v bistvu en tak korak nazaj se naredi, a ne. Potem je pa ta tretja stopnja, sprejetje in zraven v bistvu se tukaj šteje še neka stagnacija, se pravi, da se sicer pač uporablja kot neko običajno orodje, a ne, da smo mogoče malo bolj učinkoviti ali pa kaj takega, ampak ni pa, da se sam način, zdaj, če gledamo v izobraževanju, a ne, da se izključno, mislim, da se karkoli spremeni v samem načinu učenja ali pa izobraževanja, a ne, da se še vedno na isti način dela, sam se pač za nekatere stvari vzame to umetno inteligenco in pač kakšne stvari si lahko malo bolj učinkovito zorganiziramo, to je pa tudi to. In potem nekako neka, ne zdaj želja, ampak kaj se lahko zgodi, mogoče malo napoved, je pač ta preobrazba, se pravi, da se umetna inteligenca uporablja res kot nek, kako bi se temu rekli, kreativni partner ali pa kaj takega za pač neko novo obliko izobraževanja, a ne, ki je pač mogoče še ne poznamo ali pa še malo odkrivamo, kako bi to lahko izgledalo. Zdaj je nekaj napovedi, kako bi se to lahko uporabljalo, ne. Mogoče tri take najbolj, najširše ali pa take, ki si jih tudi mogoče najlažje lahko predstavljamo, so dinamični urniki. To pomeni, da pač namesto, da je, ne vem, v razredu, pa zdaj tudi težko sploh o razredih govorimo, ampak v glavnem čistko splošno gledano, da je namesto nekega fiksnega urnika, se pravi, ok, pouk je od 8 do 2, da ima pač vsak učenec nek urnik, ki se mu sproti prilagaja, ne, glede na njihove potrebe, glede na njihov napredek v šoli, glede na njihov tempo učenja in tako naprej. Recimo te dinamični urniki so en dober primer tega. Potem se lahko bi umetno inteligenco uporabljali za neke personalizirane učne načrte, spet podobno kot dinamični urniki, a ne, se pravi, da se res personalizira zadeve, da se prilagodi neke učne cilje za vsakega posameznika, ne, da ni več tako široka, ampak da se dejansko, v bistvu, če bi tukaj eno tako širšo besedo ali pa eno nadpomenko za to uporabila, bi rekla personalizacija. A ne, da se lahko pač res vsakmu učencu ali pa konec koncev učitelju pač prilagodi neka pot. Zdaj pa nadaljujemo. Preden grem na tiste težave in rešitve oziroma ideje, bi mogoče samo še to omenila. Kar se tiče uporabe umetne inteligence in varnosti podatkov. Tukaj je v bistvu zelo pomembno, da predvsem mogoče za svoje otroke, no, ali pa za svoje učence, če ste kakšni profesori tukaj, da jih res opozorimo, da ne delijo nekih osebnih podatkov, naslovov, telefonskih številk, EMŠA, pač kakršne koli občutljive podatke, pač nekih zasebnih zadev, nekih recimo testov, ki so še aktivni, ki se še kjerkoli uporabljajo. Tako da tukaj previdno, no, kar se tiče podatkov, seveda pa je za stestirati, če še kdo ni stestiral, oziroma o tem bomo tudi še malo kasneje več govorili, kako pa se na varen način lahko uporablja umetno inteligenco, se vpraša za ne dodatno razlago, za personalizirano razlago, za neke dodatne vaje, za dodatne primere, za mogoče narediti neko simulacijo testa, kaj takega, se pravi za pač čisto take vsebinske zadeve, a ne, kar se tiče šole, učenja, za motivacijo, karkoli takega, super, ampak nekih občutljivih ali pa potencialno nevarnih podatkov pa res moramo opozarjati, no, jaz se to trudim, da res vse, s komer imam stik, da jih opozorim na to, ampak ja, nikoli ne moramo biti preveč previdni, kar se tega tiče. Ok, zdaj pa gremo na samo vsebino, ki sem jo že na začetku napovedala. Zdaj,
Umetna inteligenca lahko se uporablja na dva načina. To je bila v bistvu faza dve, ki sem jo prej omenila, ne, ta skill erosion, erozija veščin. Se pravi, umetna inteligenca lahko razmišlja na mesto tebe ali pa dela stvari na mesto tebe, lahko pa ti pomaga, da ti boljš razmišljaš oziroma da razmišlja s tabo. In tukaj je tudi potrebno se zavedati tega in se moramo na koncu sami odločiti, na kakšen način in za kakšne stvari bomo uporabljali umetno inteligenco. Zdaj spet, danes večinoma res govorim izključno o uporabi za učenje, izobraževanje in tako naprej, a ne, ampak na velik teh točkah lahko apliciramo tudi na pač neko osebno rabo umetne inteligence. Tako da to je mogoče prva točka, no, ki bi jo še omenila, preden gremo na samo vsebino. Zdaj pa gremo kar na prvo napako, ki jo jaz najbolj pogosto vidim. Tako da sem dala kar nisem stopnjevala, da ta zadnja bo najbolj pogosta, ampak številka ena. Kako učenci, dijaki trenutno uporabljajo umetno inteligenco, je ravno ta skill erosion, se pravi, da razmišlja na mesto njih. In dajo recimo v chat nek prompt in rečejo, aha, tukaj le so navodila, napiš mi esej, spis, referat, karkoli, ali pa lej, tlele je neka enačba ali pa neka naloga, reši to na mesto mene. Iz tega žal nastane to, kar verjetno ste tudi vsi že slišali, različne izraze, kot so brain rot, brain fog, mislim, da je bila celo to beseda leta, lansko leto ali nekaj takega. V glavnem, da ne razmišljamo s svojo glavo, da pač res izkoriščamo umetno inteligenco, da naredi stvari na mesto nas, da mi ne rabimo razmišljati, da nam sicer prihrani čas, ampak da mi dejansko nič, razen pač te rešene naloge, nimamo od tega. In ja, rezultat takšne vrste uporabe je, da seveda pač nam na kratek rok lahko olajša neko zadevo, nam mogoče prihrani par minut, kakšno urco mogoče, ampak dejansko je to pač dolgoročno zelo slabo. Ker na tak način nihče ne razmišlja s svojo glavo, ne razvijamo nekega tega kritičnega mišljenja, ki je pač cilj v bistvu šolanja, a ne? Ne ustvarimo nekih teh logičnih povezav v svoji glavi, nismo absolutno nič kreativni, ker pač odgovor že dobimo. In mislim, da se vsi strinjamo, da je to pač najslabša raba. Jaz recimo, sploh recimo kakšnim fantom, ki so bili kdaj ali na kakšnem izobraževanju pri meni, dijaki, in povem, da je to isto, kot če greš ti recimo v fitness ali pa če nekaj treniraš, pa pač gre zraven tebe nekdo drug, pa nekdo drug namesto tebe uteži dviguje ali pa pač trenira namesto tebe. Se pravi, ti nimaš absolutno nič od tega in je škoda, da pač na tak način to uporabljamo, ker nam res na nobenem področju ne pomaga, razen da nam res mogoče kratkoročno pač olajša lahko kakšno zadevo. To je pa tudi vse. Pa še to ni zares pozitivna stvar, ne? Ker to tudi pomeni, da se nečemu ali izogibamo ali da smo se prepozno lotili nečesa. Tako da je to splošno najslabša uporaba umetne inteligence. Druga točka je, da se umetno inteligenco uporablja samo tik pred testi. Tukaj zdaj spet govorim specifično, ne, kako učenci in dijaki pogosto to uporabljajo, da pač delajo zadnji trenutek. Vemo, da že na splošno to, da se učimo zadnji trenutek, ni najboljša izbira. In če se učiš zadnji trenutek, ti pač tudi v bistvu umetna inteligenca ne more nič kaj dosti pomagati, ne. Pač tvoji možgani ne morejo v enem popoldnevu ali pa v enem večeru
vseh informacij, ki se jih ti moraš recimo za test ali pa za nekaj naučiti sprocesirati, si zapomniti, razumeti vseh povezav med to snovjo. Tako da tukaj je v bistvu problem drugje, a ne? Se pravi, da se prej ne lotimo stvari, da mogoče, ne vem, prokrastiniramo, se izogibamo nekim pač bolj odgovornim nalogam. In dejansko tudi umetna inteligenca ne more delovati kot nek, kako bi rekla, gasilni aparat, pač tik pred zdajci. Ampak ja, hitro vidimo, no, da če na zadnji trenutek tako zadevo uporabljamo, se nam kvečem poveča občutek neke panike, ko vidimo, da je kar veliko snovi, pa da imamo itak premalo časa in se pač nek ta stres lahko samo stopnjuje, ker nas pač tudi taka uporaba spomne, da je bil mogoče problem že prej, da se pač nismo pravočasno lotili zadeve in si pač tudi na tak način težko pomagamo. Tretja zadeva je, da pogosto pišemo, zares, pač sej to se še vsi učimo, neprimerne, ne dovolj premišljene te prompte, tako se reče, a ne, pač navodila, ki jih dajemo umetni inteligenci, da recimo dijaki, učenci sprašujejo v bistvu napačne stvari. A ne, da rečejo, napiši mi to, naredi mi nalogo, reši mi to, tako kot sem že prej rekla, napiši mi esej ali pa spis, reši to nalogo namesto mene, a ne. Boljše je, če pač nastavijo nek prompt, ki jim bo pomagal razumeti snov. Se pravi, razloži mi na tak pa tak način. Ali pa postavi mi vprašanja o tej snovi, zato da jaz lahko sama sebe preverim, da vidim, a neko snov razumem ali ne. Ali pa pripravi mi dodatne naloge, zato da se lahko še malo dodatno stestiram, a ne. Se pravi, to je v bistvu zelo podobno že kot tista prva točka, ne, da jo pač na napačen način uporabljamo oziroma da jo uporabljamo na tak način, da niti ne vemo, a nekaj znamo, a ne znamo, ampak sam pač naredi stvari namesto nas, a ne. In potem pač vse te naše kognitivne sposobnosti, ko se na tako stvar navadimo in jo še bolj dolgoročno uporabljamo, zelo hitro, se poslabša situacija. In še četrta zadeva je, da dejansko ne preverjamo, a ne. Ta je tudi malo povezana s to številko 3, ki smo jo ravnokar omenjali. Se pravi, da ne preverjajo učenci, dijaki, a dejansko znajo nekaj, a razumejo snov, ne rešijo kakšnega testa, kviza, ne preverijo tudi informacij, ne. Zelo velikokrat pač vzamejo za sveto tisto, kar pač jim, ne vem, ChatGPT ali pa Gemini ali pa kjerkoli že program, katerekoli informacije jim poda in dejansko velikokrat, večinoma, ne preverijo, a so to prave informacije, a so resnične ali ne. Vemo, da dostikrat pač taki programi tudi malo halucinirajo, da si kakšne zadeve pač malo izmislijo in, tukaj lahko pogosto pride, no, do kakšnih težav. In na tak način, ne, ko se ne stestiramo, ko ne razmišljamo kritično, tudi zares ne vemo, a delamo neke napake ali ne in se v bistvu nič ne naučimo iz tega, a ne. Vemo pa, da se na napakah učimo. Tako da, če ne delamo napak, če se ne preizkušamo, potem tudi ne vemo, a razumemo snov, a jo znamo uporabiti v neki praksi, a bi znali odgovoriti na kakšna vprašanja o tej snovi in tako naprej. In pač na tak način se pol napaka, če ne prej na testu pokaže, ne. Tako da, absolutno svetujem, da se na neki način preveri znanje, tudi že pred testi. Tukaj gre v bistvu čisto lahko tudi za neko tehniko učenja, a ne, kako se učenci, dijaki učijo, kako se pripravljajo na teste, a si samo prebirajo snov ali dejansko aktivno nekaj z njo počnejo, a ne. A si jo potem, ko preberejo, probajo na glas ponoviti ali pa
zapisati na prazen list papirja ali pa jo razložiti nekomu na tak način, da pač jo bo snov vsak razumel. Tako da tukaj je v bistvu povezava tudi z neko tehniko učenja, ker če samo pač prebereš eno stvar, to še ne pomeni, da jo obvladaš. A ne? Tako da je treba na nek način pač aktivno stestirati znanje, ki ga pridobimo. Tako. Zdaj, to je bila ena taka serija najbolj pogostih napak, ki smo jih mi opazili. Zdaj pa, kako se pa da recimo optimalno uporabljati trenutno stvari, ki jih imamo na razpolago. Eno je, da recimo si lahko vsak učenec, dijak razloži snov na tak način, da bo njim najbolj razumljiva, da jim bo blizu, da si jo bojo najlažje predstavljali. Vemo, ne, vsak od nas ima neke različne interese, si na različne načine predstavlja stvari. Zdaj ta teorija za temi tipi učenja ni več tako močna, no, to so eni so kinestetični, eni so vizualni, slušni in tako naprej tipi učencev, ampak še vseeno, ne, v glavnem vsak se uči na nek svoj način in profesor v šoli seveda ne more vsakmu individualno prilagoditi snovi, ki jo uči, a ne. Je pa pač tukaj opcija, a ne, uporabe umetne inteligence, da ti rečeš, aha, ok, ne vem, jaz sem športnik ali pa jaz sem glasbenica ali pa karkoli in ti lahko recimo neko snov razloži v povezavi z nekim tvojim interesom ali pa pač z nekim tvojim zanimanjem ali pa čist samo razloži, kako to v praksi deluje, zato da si lažje predstavljamo in ko si lažje predstavljamo, seveda tudi bolj razumemo snov. Druga zadeva, kako lahko uporabljamo umetno inteligenco, je za aktivno učenje. O tem sem par besed že prej pri točkah 3 pa 4 omenila. Se pravi, da ko mi sprocesiramo neko snov, a ne, se pravi, ko si naredimo zapiske, preberemo v njej ali pa poslušamo predavanje profesorja, kakorkoli, da pač probamo aktivno s tem nekaj narediti, zato da preverimo, a dejansko razumemo, a znamo snov ali ne. In tukaj lahko super uporabljamo umetno inteligenco v smislu, da rečemo, ok, ne vem, lahko že noter zapišemo vse, kar vemo v neki snovi, pa nam pove, a je to bilo dovolj ali ne, a so kje kakšne luknje ali ne. Lahko rečemo, a ne, da naj nam zgenerira pač nek kviz ali pa nek poskusni test, da se lahko pač dodatno preizkusimo, a ne, poleg pač teh vsebin, ki jih že dobimo v šoli, da lahko še pač neko dodatno vajo naredimo na podoben način. In na tak način se v bistvu tudi pripravljamo na teste, a ne? Se pravi, si zgeneriramo neka vprašanja, se pripravimo na tak ali drugačen način, na tak način, ki nam ustreza, da smo pač čim bolj optimalno pripravljeni na pač nek naslednji korak. Učenje po korakih, tukaj je recimo dober primer, naprimer učenje za, zdaj pri angleščini se to lahko neki writing skills, priprava na esej, karkoli takega. Se pravi, ne da rečemo, napiš mi esej, ampak da, ne vem, lahko mi svoj esej napišemo tja, pa vidimo, kje so neke napake, ki jih delamo, ali pa nam analizira najbolj pogoste napake, da vidimo, a so to pač čisto neke slovnične zadeve, naprimer, ali so bolj stilistične, vsebinske. In se pač iz teh analiz, iz teh napak naučimo naprej, recimo, nekaj boljš napisati, bolj jasno izraziti svoje mnenje in tako naprej. Se pravi, da gremo lahko dejansko po korakih iz enega na drugega in po nekih stopnjah, a ne da nam lahko malo pomaga sistematizirati vse skupaj. In zdaj, ko sem že rekla, da nam pomaga sistematizirati vse skupaj,
je pa super način uporabe tudi organizacija. Zdaj, lahko je to organizacija urnikov. Na začetku sem že razlagala, ne, o teh dinamičnih urnikih, ki so mogoče en tak pogled v prihodnost. Seveda je pa tukaj lahko pač organizacija, ne vem, da damo noter, kdaj imamo različne teste, a ne datume, pa iz tega pa nam lahko pomaga narediti nek urnik učenja, da ne bomo potem na koncu prepozen se lotevali kakšnih stvari, in da nam ne bo pač voda v grlo tekla. Ali pa si nekako tudi samo sistematizirati, zorganizirati snov, da vidimo, kam paše, da imamo nek pregled nad vsem skupaj, je to tudi super. Ali pa da lahko nas vodje pa testiramo različne tehnike učenja, ne, da preizkusimo in da vidimo, kaj nam dejansko najbolj ustreza. Tako da tukaj je veliko različnih načinov, kako to lahko uporabljamo, da nam pomaga kritično razmišljati, da nam pomaga obdržati neko kreativno, kritično mišljenje, da nam pomaga obdržati neke logične povezave v svojih glavah, da pač ne pride do tega brain rota in brain foga, no. Se pravi, da dejansko lahko bolj učinkovito to delamo in da pridemo na tisto fazo, vsaj 3, neko sprejetje, da so neke bolj učinkoviti koraki na mestu, ampak seveda bo pa še kar nekaj časa trajalo, da pridemo do tiste 4. faze. Zdaj pa bom še pokazala, na kakšen način smo tudi mi iz vseh raziskav, ki smo jih pač izvedli in intervjujev in pogovorov z učenci, učitelji in tako naprej, kaj smo imeli v ozadju, kako smo razmišljali, ko smo razvijali aplikacijo YZ. To je pač aplikacija, kjer imajo lahko, se pravi, namenjena je in osnovnošolcem in srednješolcem. Vsebina je sicer noter, se pravi, vsebino smo pripravili profesorji, tako da je vse v skladu z učnimi načrti. Mi smo to vsebino že zelo dolgo pripravljali, ker smo itak jo že delali za platformo Razturi na maturi, za platformo oziroma za tečaje Razturi na PZ. Tako da je pač avtorska vsebina, kjer seveda je vse v skladu z učnimi načrti in s tem, kar se pač v vsakem razredu nekako dela, tista snov, ki se pač dela pri vsakem predmetu. In to imajo pač lahko, se pravi, vsebina je naložena za od 5. razreda naprej. Mi priporočamo, da se v teh mlajših letih, da to v bistvu starši uporabljajo in pač lahko pomagajo, ne vem, zgenerirati različne vsebine, bomo pol še pogledali, kaj. Dajo lahko tudi noter neke cilje svoje in si pač zgenerirajo ali zapiske, kvize, poskusne teste in tako naprej. Prilagodi se pač vsakem nivoju znanja, ki ga imajo otroci, se pravi, glede na uspeh, glede na cilje se to ustvari. In dejansko je pa moja ideja za tem bila, kjer pač sem šla čist pedagoško gledati, a ne, na kakšen način bi to pripravili. In cilj je, da se preko uporabe aplikacije mladostniki naučijo učiti. Zato smo tudi strukturo postavili za te 4 stebre, ki jih lahko vidite pred sabo, se pravi, uči se, vadi, rešuj teste in planiraj. In v bistvu je zdaj tako, da v vsakem od teh stebrov si pač različne stvari lahko zgenerirajo. Zdaj, vsebina, tako kot sem rekla, je že naložena, ta, ki smo jo pač profesorji ustvarili. Zraven si pa pač seveda lahko naložijo tudi neke svoje zapiske ali pa karkoli takega. In pri tem prvem stebru, se pravi, uči se, tukaj pač je ta prvi del, se pravi, da sprejemajo snov. Tukaj si lahko ustvarijo svoj miselni vzorec, recimo za neko snov, glih zato, da dobijo nek pregled, da vidijo tudi, kako so informacije mogoče povezane med sabo, razdeljene med sabo za različne snovi in pač dobijo neko celostno sliko, kako so zadeve povezane med seboj. Druga zadeva, ki si jo tukaj lahko ustvarijo, so zapiski.
Se pravi, da pač dobijo neko odvisno koliko poglobljeno razlago glede na njihove cilje, ne, če želijo petko dobiti, recimo. Potem si absolutno zgenerirajo oziroma potem dobijo veliko bolj detaljne zapiske, če pa pač imajo cilj dobiti dvojko, pa dobijo malo manj detaljne zapiske. Lahko si ustvarijo tudi podcast na to temo, se pravi, da pač o tisti temi, o kateri se učijo, lahko poslušajo nek pogovor. In na koncu si lahko tudi ustvarijo zapiske, kjer se pa dejansko je pa ta personalizacija, se pravi, da se snov poveže z nekimi interesi, ki jih imajo sami in da vidijo nekako to primerjavo in uporabo snovi. Zdaj smo šli že na drug steber, kjer je vaja. Tukaj si lahko ustvarijo svoje učne kartice oziroma flashcardse, se pravi, da pač se jim obrača kartonček in se jih potem razdelijo na en kupček, tisto, kar so odgovorili pravilno, in drug kupček, tisto, kar so odgovorili napačno, in potem pač to lahko nadaljujejo. In druga stvar je, da si tukaj lahko ustvarijo kvize. Tukaj pa v bistvu res grejo čez kviz in na koncu dobijo takole analizo, kot jo vidite na ekranu, se pravi pravilen odgovor, napačen odgovor, in če so napačno odgovorili, dobijo zraven tako eno kratko razlago in seveda lahko kliknejo za neko bolj obširno razlago, če jim še vedno ni jasno. Tretji steber so testi, se pravi, si lahko zgenerirajo poskusni test. Tukaj si lahko tudi v bistvu izberejo trajanje testa, se pravi, lahko si ustvarijo 15-minutni test ali pa 45-minutni test. In na koncu, tako kot pri kvizih, pač pride še analiza rešenih vsebin. Potem je pa ta četrta točka, refleksija, kjer pa lahko si pomagajo izboljšati neke svoje učne navade. Se pravi, lahko, ne vem, tukaj si izberejo, a imajo težave s spomnjenjem, a imajo težave s fokusom, a odlašajo, a jim manjka motivacije. In jim v bistvu ta naš Rakun Ed na aplikaciji pomaga pač z nekimi nasveti, kako se lahko lotijo teh težav. Potem si lahko čisto časovno ustvarijo nek urnik, nek načrt učenja. Lahko si naštimajo v bistvu sam na ekranu, da se jim čas odšteva, da si v neke te intervale zorganizirajo učenje, se pravi, da to Pomodoro tehniko naprimer uporabljajo in seveda lahko pač sledijo neki svoji statistiki, iz katere lahko tudi vidijo, a se čemu izogibajo, kaj največ uporabljajo, in na tak način tudi dobijo mal vpogled v to, na kakšen način se učijo in s kakšno tehniko so v bistvu najbolj uspešni pri učenju. Potem je pa zadnja zadeva, ki je pa tlele spodaj, učna pot. To je pa v bistvu skupek vseh teh orodij, ki sem jih zdaj po teh stebrih omenila. Tukaj gre pa dejansko na neko pripravo na recimo test ali pa spraševanje, kjer oni izberejo predmet, izberejo tematike znotraj tistega predmeta, izberejo si pač koliko časa imajo do testa, se pravi, koliko časa imajo na voljo, da se učijo in kakšno oceno bi pač želeli doseči, kakšen imajo cilj. In potem jih v bistvu ta program pelje čist od začetka do konca. Se pravi, na začetku ponavadi dobijo kakšen miselni vzorec, da lahko pač spet nek pregled dobijo. Potem se lahko naprej, ne vem, si dobijo zapiske ali pa povezavo snovi s svojimi interesi, to, kar sem tudi že prej kazala. Potem dobijo kakšne spet učne kartice, kvize in na koncu seveda poskusni test za rešiti. In tako se jim pač tudi označuje, se pravi, da vejo in časovno in nekako dobijo tudi oceno, koliko časa naj bi jim ta stvar vzela, zato da se naučijo tudi nekega tega planiranja, da sploh vidijo, koliko časa porabijo za kaj, a veliko dlje porabijo ali manj časa porabijo, da malo lahko reflektirajo, tudi kar se teh čist organizacijskih zadev tiče. Tako da vabljeni vsi, da preizkusite aplikacijo, da tudi podate svoje mnenje oziroma da pač poveste, kako vam je všeč, jo preizkusite s svojimi otroki ali pa da jo pač otroci preizkusijo. Tako da lepo vabljeni, bom dala tlele še, je na voljo spletna stran, kjer sta tudi oba linka
Se pravi, lahko se zloada na App Store ali pa na Google Play Store. Trenutno imamo tudi akcijo, da je v bistvu celoletni dostop do aplikacije stane 99 evrov, tako da imajo v bistvu res na voljo vse, kadarkoli, katerakoli snov, da si pač lahko dejansko personalizirajo snovi oziroma tisto vsebino, ki se učijo za šolo. Zdaj bi pa želela samo še eno stvar omeniti, kar ponavadi dobimo vprašanje, oziroma pol si recimo otroci to vidijo in so ful navdušeni in rečejo, hudo. Jaz pa potem vedno sam rečem, da to ni noben hack za učenje. Pač to ni nobena bližnjica, še vedno se morajo naučiti snov. To je v bistvu pač nek pripomoček, da snov mogoče hitreje razumejo, da jo bolje razumejo, da se znajo bolj zorganizirati, da se naučijo učiti, se pravi, da grejo čez ta sistem, se pravi, dobiti moram snov, potem moram nekaj z njo narediti aktivno, v smislu flashcardov, kvizov in tako naprej, potem se potestiram in potem tudi reflektiram, se pravi, kaj mi je šlo dobro, kaj mi ni šlo dobro, kako se lahko zdaj recimo naslednjega testa ali pa snovi lotimo, ne? In to dejansko je tudi taka stvar, ki ni izključno za šolo pomembna, ampak saj vemo, da se učimo celo življenje, a ne? Tako da to ni hack za učenje, je pa pač nek pripomoček, kjer si lahko boljš zorganizirajo in personalizirajo dejansko snov. To je pa pač ta del ki ga prevzame v bistvu umetna inteligenca. Tako da, to je v bistvu to. Majčkeno sem prekoračila svoj čas. Na ekranu vidite moj e-mail. Če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, mi vedno lahko piše, sem zelo odzivna. Zdajle se pa lotam še oziroma odprem še, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, da preberem, če se je kaj pojavilo v chatu ali pa v Q&A-su. Tako da bom kar na glas prebrala in odgovorila. Eno vprašanje je prišlo, da je nekdo zamudil začetek, pa če si bo možno ogledati posnetek. Ja, jaz snemam ta webinar, sicer ga ne bom verjetno nekam tako na YouTube ali pa kamorkoli objavljala, ampak kdor želi, komot seveda dobi posnetek. Potem je naslednje vprašanje, kako povezati vsebine iz aplikacije ter vsebine, ki jih učenci dobijo od učitelja. Zdaj, načeloma je tako. Mi smo zelo natančno to strukturo vsebin v aplikaciji pripravili, tako da tudi, ko nekdo označi, da je pač v, ne vem, 9. razredu, ima na voljo pač snovi, ki se jih dela v 9. razredu. Nekaj tega razkoraka smo naredili, da smo dali tudi še kakšno snov, ki se jo ponavadi proti koncu 8. razreda jemlje, recimo, to ima pač vsak profesor mal svoj sistem, ampak načeloma je zelo podobna oziroma ista snov na voljo. Seveda pa, tako kot sem omenila, lahko učenci, dijaki tudi naložijo neke svoje zapiske, vsebine, pač če želijo nekaj z njimi narediti, se pa to nikjer pri nas v aplikaciji ne hrani. Mi tega ne uporabljamo, ne moramo niti spremljati tega, tako da pač si lahko to s tem pomagajo in pač na tak način povežejo. Potem je naslednje vprašanje, če priporočam ChatGPT ali Gemini. To pa zdaj je čist osebna izbira od vsakega posameznika. Jaz sem sprobala veliko različnih, tudi za različne stvari uporabljam različne programe. Preizkusite sami. Preizkusite, kaj vam najbolj ustreza, kje pač vi dobite take odgovore, ki vam so najbolj najbolj sprejemljivi. Seveda pa pri vsakmu je treba malo tudi kritično razmisliti, kakšen odgovor dobiš in malo preveriti neko vsebino. Tako da res ni, da sem ful ljubiteljca enega pa ful hejtam drugega. Tako da tle pa res za različne rabe so pač različni mogoče bolj primerni, tako da
preizkuste, pa poglejte, se vsi so vsaj do neke mere brezplačno na voljo. Tudi aplikacija naša ima free trial, tako da lahko brezplačno vse preizkuste, pa se potem odločite, kaj vam najbolj ustreza. Naslednje vprašanje je, če je ta program uporaben tudi za NPZ-je. Za NPZ-je smo mi, tako kot sem prej omenila, že naredili kar nekaj časa nazaj tečaj Rasturi NPZ, si lahko pogledate, je še vedno v uporabi in ga zelo pohvalijo. Tako da nameravamo tudi te naše tečaje, ki smo jih že ustvarili, kot pač nek crash course dodati v aplikacijo. Trenutno tega še nismo čisto pokombinirali, je pa v planu, tako da specifično za NPZ-je si lahko pogledate Rasturi NPZ, vsekakor je pa pač tudi v aplikaciji, a ne snov 9. razreda, oziroma pač si lahko na tak način pomagate z ali, ne vem, dodaten test, dodaten kviz, karkoli takega. Zakaj v vaši aplikaciji ni vseh predmetov, naprimer geografija in zgodovina? Sta noter, drugače geografija in zgodovina, tako da lahko da ima kdo, ali je kakšen drug, ali je kakšen neprimeren razred označen bil v začetku, ali pa je pač prišlo do kakšne napake. Tako da če kdorkoli, če komorkoli kaj ne funkcionira tako, kot bi pričakoval, da bi mu mogli funkcionirati, ali pa da česa ne najde, naj nam prosim kar napiše. Tlele na ekranu imate moj mail, lahko sporočite, kakšen screenshot pošljete, pa mi takoj preverimo. No, se je to že zgodilo, zdaj tudi približno 3 mesece je aplikacija zunaj, tako da smo na začetku zelo hitro te zadeve urejali, spreminjali, prilagajali. Zgodovina in geografija sta vsekakor noter v aplikaciji, tako da če česarkoli ne najdete, prosim, kar sporočite, da vam lahko čim bolj osebno pač pomagamo, tako da se javite, da lahko uredimo in vam pomagamo najti te vsebine. Tako, zdaj grem pa še v razdelek Q&A pogledat, ker so se tudi tam pojavljala vprašanja. Glede posnetka webinarja, ja, bom poslala posnetke webinarja. Ali lahko otroci to aplikacijo dobijo zastonj? Tako kot sem omenila, na voljo je free trial, se pravi zastonj jo lahko vsak preizkusi, tudi ni časovno omejeno, ampak samo za število pač vse stvari lahko potestirate, ni pa pač neskončne uporabe zastonj. Je pa trenutno akcija, res, da je v bistvu celoletni dostop, se pravi 12-mesečni dostop, je namesto 250 evrov 99 evrov. Tako da preizkuste, če vam je všeč, če vam prav pride, ta akcija do konca tega meseca še velja. Ali je aplikacija primerna tudi za strokovne predmete v poklicnih šolah? Super vprašanje. Strokovnih predmetov je ogromno. Zdaj je tako, mi smo začeli, pač nekako smo si mogli narediti vsebinski plan, kako bomo te vsebine dodajali v aplikacijo, pač v ozadje aplikacije. In plan je bil tak, da začnemo z temi osnovnimi predmeti, tako da te so vsi noter. Potem, zdaj imamo pa v bistvu to fazo dodajanja strokovnih predmetov. Teh je res veliko in tudi malo težje je najti profesorje za vse te strokovne vsebine. Tako da v bistvu zdaj z vsakim novim updateom aplikacije pride kakšen strokovni predmet zraven. Tako da do konca tega šolskega leta bojo sigurno vsi strokovni predmeti dodani iz poklicnih šol, jih pa pač zdaj sproti dodajamo. Osnovni predmeti, pač te matematika, slovenščina, angleščina, fizika, kemija, biologija, zgodovina, geografija, te pa so vsi noter. Tako, da pogledam, če je slučajno še kje kakšno vprašanje prišlo, sicer pa ja, sem napisala svoj mail, tako da lahko mi kadarkoli napišete. Še eno vprašanje je prišlo. Ali program več ponudi, če dodaš še svoje zapiske, dodatno gradivo? Ja, v bistvu je da tako, da vedno zberete, se pravi predmet, snov, že to, kar imamo mi noter naloženo, če pa še pač dodatno gradivo date zraven, pa seveda to izboljša oziroma pač
vključi še tisto, kar dodate sami zraven, a ne. Tako da ja, je absolutno pol zares še bolj primerno, še bolj personalizirano. Tako, mislim, da sem na vsa vprašanja odgovorila. Da vidim, če se je še kje kaj pojavil. Ne, mislim, da je to to. Hvala vsem, ki ste se udeležili tega le danes. Upam, da vam je bilo uporabno, no, da ste kaj pametnega zvedeli, oziroma da ste vsaj kakšno novo informacijo prejeli. Če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, komentar, pa sem vedno z veseljem na voljo. Tako da srečno, lahko noč, pa lepo začnite nov teden jutri.